Z današnjim dnem je za vsa osebna vozila in motorna kolesa na slovenskih avtocestah obvezna uporaba vinjet, ki naj bi veljale do uvedbe satelitskega sistema cestninjenja. Kot so sporočili z Darsa, cestninski nadzorniki skupaj s policijo že izvajajo nadzor nad upoštevanjem novega sistema. Za nadzor nad cestninjenjem pa so pooblaščeni tudi prometni inšpektorat in carinska uprava Republike Slovenije. Opazili smo, da je Dars na cestninskih postajah že poskrbel za novo označbo razvrstilnih pasov, obvezno uporabo vinjet pa označujejo tudi posebne table ob vstopih na avtoceste. Na kakšen način se izvaja nadzor na območju Maribora, smo povprašali tiskovnega predstavnika policijske uprave Maribor, Franca Virtiča, ki je povedal. S klasičnimi metodami dela, tako kot na vseh ostalih segmentih nadzora cestnega prometa, z ustavitvijo vozila, z opazovanjem in tako naprej. Zanimalo nas je tudi, ali bo policija voznike zaenkrat samo opozarjala. Za kršitelje namreč zagrožena precej visoka kazen, ki znaša od 300 do 800 evrov. Opozorilo je seveda možnost, v zakonu o prekrških imamo možnost izreči za določen prekršek pod seveda določenimi pogoji tudi opozorilo. Zdaj, koliko se policisti tega danes poslužujejo, pa nisem seznanjen. Policija bo posebno pozornost namenila tudi pričakovanemu povečanju prometa na vzporednih cestah, po katerih se bodo posamezniki želeli izogniti vožnji po cestninskih cestah ter plačilu vinjet. Veliko Mariborčanov je še vedno negotovih, kje vse je uporaba vinjet obvezna. Tudi v mariborski poslovni enoti Avtomoto zveze Slovenije vodja biroja Ljuba Štajmec ugotavlja, da so v dilemah tudi sami, kljub Darsovi brošuri z navodili in informacijami za prodajalce vinjet. Po njenih ocenah pa se je prodaja povečala že v preteklem tednu, predvsem pa na dan pred uvedbo vinjet. Prodaja se je že včeraj oziroma že cel prejšnji teden je prodaja bila kar povečana. Danes je tu malo zatišje, ampak predvidevam, da bo to še popoldan verjetno malo več. Največ anketiranih je povedalo, da je vinjeto kupilo na bencinski črpalki. Govorili smo tudi s tamkajšnjimi prodajalci. Ali se danes prodaja vinjet kaj povečala? Ja, se je povečala glede na prejšnje dni. Danes pa včeraj so se prodajale najbolj. Ja, seveda, vsi kupujejo vinjete. Bi lahko približno ocenili, koliko tujcev kupi vinjeto? Kaj te vem, od vseh, rečemo enih 5% še zdaj zaenkrat je tujcev mogoče. Tu nekje 10, 5 do 10 nekaj. Tujci? Vsak tretji tujec. In kaj o vinjetah menijo ljudje? Ali ste že kupili vinjeto? Ne, nismo še. Sem. Danes v službene namene, privatne namene. Ravno kar smo videli, da ste si kupili vinjeto. Zakaj? Zakaj potrebujete? Za vožnjo po avtocestah predvsem. Dosti službeno, pa tudi privat. Tako da prav pride, ne? Pa se vam zdi sicer uvedba vinjet smiselna? Za nas Slovence praktično ne. Za eno, ja. Eni jo več izkoriščajo, drugi manj. Ja, absolutno. Toliko, koliko daš za eno vinjeto, to, če se voziš vsaj nekaj malega, spraviš na 2 mesecu po tam malem, ne? Mislim, da vinjeta je ena pametna zadeva, zaradi tega, ker teh zastojev na cestninskih postajah več ne bo.